Spoštovani, dober dan, vsi prav lepo pozdravljeni. Na predstavitvi knjige publicista Dejana Kaloha z naslovom Milan Kučan, Poboter spregovori o sebi, ki je šla pri naši založbi Nova obzorja. Na tem mestu prav lepo pozdravljam avtorja knjige Dejana Kaloha in sociologa ter predavatelja na Fakulteti za uporabne družbene študije dr. Mateja Makaroviča. Lepo pozdravljeni. Povabili smo tudi gospoda Milana Kučana, morda še ni utegnil priti. Lepo pozdravljeni, skratka vsi. Naj najprej nakratko predstavim avtorja knjige Dejana Kaloha. Rodil se je v Mariboru, kot brat je diplomirani pravnik. Družbeno-kritične tekste je začel pisati v času študija na pravni fakulteti. Takrat je največ objavljal v Mariborskem večeru, zadnja leta občasno piše komentarje za revijo Demokracija. Kaloh je ustanovitelj politično-informativnega spletnega portala politiki.si. Trenutno zaključuje znanstveni magisterij. Slovenija ga je kot publicista spoznala leta 2010, ko je napisal odmevno knjigo Od partije do patrije, kjer je razgalil eno najbolj vročih politično motiviranih afer po slovenski osamosvojitvi. Sedaj pri naši založbi Nova obzorja je izdal svojo drugo knjigo, kjer je pod drobnogled vzel življenje, delo in lik najbolj znanega, najbolj razpitega slovenskega politika v zadnjih desetletjih Milana Kučana. Gospod Makarovič, najprej začnem pri vas. Politični vzpon Milana Kučana se je začel že v sredini 60-ih let prejšnjega stoletja, se pravi globoko v prejšnjem enopartijskem komunističnem režimu. Bil je zadnji šef Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, prvi predsednik samostojne demokratične republike Slovenije. Leta 2002 pa se mu je iztekel predsedniški mandat. Kako vi kot sociolog ocenjujete njegovo politično pot? Ja, hvala, tudi z moje strani vsem prav lep pozdrav in hvala za to povabilo. Ja, zdaj prav gotovo, bi lahko tej poti vsaj z vidika njegove vsede politične karijere rekli zgodba o uspehu, pa v bistvu o impresivnem uspehu. Torej, razmeroma malo politikom v bistvu uspe nekaj čin biti na čelu nekega režima, nekega sistema, in potem, ko sta sistem spremeni, nastavlja sistem, nova država, v bistvu se ponovno uspešno postavijo na čelo tega novega sistema. To prav gotovo zahteva neko zelo visoko stopnjo politične spretnosti, pa tudi najbrž nekih razmeroma ugodnih strukturnih okoliščin. Zdaj, jaz mislim, da je Milan Kučan nekako bil v tem prehodu, v tem, kako uspešno v bistvu na nek način pooseblja nekako kontinuiteto med starim in novim sistemom. Potem je bil najbolj tako uspešen ravno zaradi tega, ker je v bistvu znal upoštevati oziroma znal zelo resno vzeti v bistvu tri vidike. Torej, eno je na nek način pomen, da bi rekli, neke sorte, recimo, mehke moči ali pa vpliva, recimo. Torej, Kučan se je dosti hitro znal zavedati, da ni nujno tako odločilna vedno tista formalna, nominalna oblast v smislu nekih direktnih odločevalskih funkcij, ampak da je izjemno pomembna podpora tej oblasti, ki se odvija znotraj civilne družbe, akademske sfere, medijev. Torej, nekako obvladovanje teh podsistemov je dejansko za obvladovanje neke družbe lahko dejansko pomembnejše v bistvu, kot pa recimo to, kdo je v nekem hipu nominalno na oblasti. Zato pač Kučan ni bo težko nominalno nekoč se stopiti z oblasti, ker je na nek način se zavedal še toliko večjega pomena nekih drugih družbenih podsistemov njihovega obvladovanja. Druga zadeva, povezana s tem, da Kučan se je dobro zavedal pomena neformalnega vpliva in neformalnih omrežij. V tem na nek način je bila prav tako njegova velika moč. Hkrati se je pa zavedal tudi na nek način pomena ekonomskih podlag politične moči. Odstotno nekaj ta fasciniranost recimo z povezavami z gospodarstveniki,
Forum 21, zadeve in tako naprej. Ne. Skratka, kombinacija teh podpornih mehanizmov, ne, z politično oblastjo je v bistvu mogoče naključilo najprej, da je dosti dobro politično ne samo preživel, ampak celo doživel prosperiteto v prehodu iz enega režima v drug, ne, in potem še ohranil visoko stopnjo neformalnega vpliva tudi potem, ne, ko se je formalno upokojil. Ne. Tako da v resnici, ne, če pač gledamo to zgodbo, ne, z vidika osebnega uspeha, ne, je to prav gotovo v bistvu impresivna zgodba uspeha. Ali je normalno, da ima v neki demokratični državi več kot 20 let po demokratičnih spremembah zadnji šef partije tako velik vpliv kot Putin, recimo pri nas? Ali postaja še kakšen tak primer, recimo v vzhodnji Evropi, v nekdanjih komunističnih državah? Zdaj, v evropskem prostoru nekako meni tak primer ni znana, ne? So določeni primeri, ne? Neke popolne kontinuitete, recimo v nekaterih bivših sovjetskih republikah, ne? Je pa nasplošno, ne? V bistvu, ne glede na to, kakšen je izvor neke osebe, ne glede na to, kaj je prej bila, ne? Je lahko na nek način, ne? Seveda znak nekega problema, ne? Morda slab znak, ne? Da lahko, rekel, ima nek posameznik, ne? Tako visoko stopno vpliva, ne? Na politiko, pa tudi seveda druge podsisteme. Ne? Tisto, kar je po mojem mnenju, ne, rekel, problem, ne, oziroma razlog, ne, za ta problem je verjetno predvsem v tem, da se znotraj slovenske takozvane leve sredine, ne, na nek način ni nikoli preveč posrečil nek generacijski prehod. Ne. Ni na nek način se razvil nek dovolj močan, dovolj prepoznaven, dovolj vpliven voditelj tega političnega bloka. Ne. In prav tako na nek način so tudi politične stranke kot take, ne, v Sloveniji, sploh pa leve politične stranke, dejansko relativno šibke. Mi imamo stranke pogosto za enkratno uporabo, ne, tako za ene volitve, pa potem niso več uporabni za druge volitve, recimo. Ne. No in v takih situacijah, torej situacijah šibkih strank in nekako ne prav izvedenega generacijskega prehoda, ne, se seveda lahko zgodi, ne, da ima v bistvu neka oseba tako visoko stopnjo vpliva na aktualno politiko, čeprav je seveda dejansko nominalno upokojena. Je Kučan v političnem smislu bolj stric ali bolj boter? Ali je to odvisno predvsem od tega, v katerem političnem taboru se gleda nanj? Kdo gleda pač nanj? V bistvu je predvsem vseeno, ali je stric ali boter, ker niti stric ali niti boter si ne morem sam izbrati. Ne? Tako da, kar se tega tiče, predvsem vseeno. Kako gledate na to, da človek ima tako bogate politične izkušnje, kot je on, ki je v svojem življenju sodeloval pri številnih pomembnih odločitvah za slovenski narod, ni napisal nobene avtobiografske knjige, nič. Kako si to razlagate? No, zdaj bom nekaj časa še malo, ko še napišete sicer, ampak je pa najbrž, zdaj, če poskušam nekoliko spekulirati v zvezi s tem, ne, možno razmišljati morda v to smer, da se je Kučan nekako tekom kariere naučil, da se mu visoka stopnja transparentnosti, razkrivanja detajlov na nek način ne izplača. Ne? Če bi zdaj se povedali, kaj je bila verjetno največja karierna napaka Milana Kučana, tega nisem pred tem omenil, ne? Ravno to, ko je v nekem trenutku poskušal formalizirati institucionalizirati svoje neformalno omrežje v obliki Foruma 21. Takrat v bistvu je naredil neko stvar preveč vidno, preveč očitno, ne? In takrat bo začetek konca njegove popularnosti v slovenski javnosti. Torej, Kučan je še vedno vplivna oseba v nekih omrežjih, prav gotovo, ne? Ampak v smislu popularnosti, ne? Če bi zdaj šel na volitve, recimo, ne? Bi bil najbrž njegov izplen precej pičev, oziroma podpora Kučana danes ne pomeni, bom rekel, z vidika javnega mnenja, ne? Nekega zelo velikega plusa več. Ne? Ampak, kot rečeno, ne? To je bilo najbrž zato, ker se je v nekem hipu malo preveč razkril. Ne? Zato nekako dvomim, ne? Da bi šel pisati knjigo, v kateri bi razkrival detajle svoje kariere in življenja. Torej, na drugi strani pa Janez Janša je nasprotje temu. Ne? Zdaj v zadnjem času je sploh politično zelo dejaven. Zakaj je ta razlika med njima? Tukaj spet lahko je odgovor samo špekulacija, seveda. Ne?
najbrž je Janša drugačen predvsem v tem, da je to nekdo, ki je v osnovi in po duši bil publicista. Torej Janša je začel svojo kariero kot disidentski publicist, človek, ki pač rad piše, ki rad se izraža, tudi če mu to ne koristi, če mu to včasih škodi. In če mogoče pač se Kučan zelo striktno izogiba na nek način prevelikemu razgaljanju svojih raznih detajlov, je mogoče Janša nek način druga skrajnost. On pač pove in napiše stvari, tudi če mu to večkrat realno škodi, kot politiku. No, če pridemo k avtorju knjige, gospod Kaloh, zakaj knjiga o Milanu Kučanu in zakaj ravno v tem času? Najprej pozdravljeni tudi z moje strani. Hkrati tudi zahvala gre gospodu Berlecu za dober prispevek uvodnika v moji knjigi in pa seveda hvala dr. Mateju Makaroviču za te uvodne misli. Milan Kučan se nekako kaže kot skupni imenovalec že z mojo prvo knjigo, od partije do partije. Se pravi, v tej moji najnovejši knjigi je ta njegova politična pot v partiji in kasnejšem seveda delovanju v samostojni Sloveniji obdelana nekako bolj podrobno. Vseeno mislim, da je Kučan zadnja desetletja najpomembnejši slovenski politik, že zato se zasluži neko knjižno obeležje. Ne navsezadnje, njegov neformalen vpliv, o katerem je že dr. Makarovič govoril, je bolj daljnosežen, kot bi si marsikdo mislil. Te njegove odločitve so se kasneje rezultirale tudi v dejanskem političnem dogajanju v Sloveniji in vsak prebivalec Slovenije na nek način tako drugače tudi občuti. Čas, v katerem živimo, sedaj je nekako turbulenten. Dejansko smo nekako na razpotju. Slovenija se mora odločiti, bomo sledili nekje demokratični Evropi, s temi demokratičnimi postulati, ali pa se spet vračamo na neka pota demokratičnega socializma, ki pa je nekako že po svoji naravi neka velika utopija. Knjiga Milan Kučan Kobotar spregovori o sebi, kljub temu ni klasična biografija, neke znane osebnosti. Odločili ste se za nekoliko drugačen, bolj inovativen koncept. Ja, moj pristop seveda ni bila klasična opisna biografija. Gre namreč za preplet najpomembnejših Kučanovih izjav in seveda same njegove življenjske in politične poti, zgodbe. Mislim, da bi klasična opisna biografija, ker bi bralec se soočal z nekimi dolgoveznimi opisi nekih partijskih sej, bi bila na nek način dolgočasna. Tukaj pa seveda, čez te citate, Milan Kučan dejansko sam nagovarja bralca. Tukaj se mi zdi ena taka res, kot se rekli, inovativna pot. Res je, da so njegove citati moja lastna interpretacija, ki pa so na nek način v kontekstu tistega zgodovinskega in pa siceršnjega družbenega okvirja. Tako da jaz mislim, da tu nekih kasnejših možnost manipulacij, kak je avtor, kakve stvari gleda, mislim, da je tu zelo zložena. In mislim, da je tukaj ta dodana vrednost knjige. V knjigi je pa veliko resnih stvari, ki jih je nekdanji šef partije, torej predsednik Slovenije Milan Kučan neposredno ali posredno počel. In so marsikomu zakrenile življenje ali pa politično nabočile. Torej, knjiga ima kljub vsemu globoko politično sporočilo. Ja, da se še čisto malo vrnem. Knjiga je napisana deloma tudi zelo živo, vse se tudi spušča v nekaj, bi rekel, čisto življenjske stvari, od tega nekih intimnih zadev. Tak, mislim, da bo bralec se tekoče prebil čez knjigo, hkrati pa ni to seveda ena sama zabava, gre za resno zadevo. Kajti Milan Kučan je vedno v navednicah bil tu nekje v bližini, ki so se vse večje zadeve dogajale v Sloveniji, od konca 80-ih let v aferi JBTZ do kasnejše afere odkritja orožja na mariborskem letališču, ki je sledila seveda afera Depala vas, do te zadnje afere, tako zvanega velikega poka, afere Patria. In tukaj vedno je nekje v ozadju bila ta dolga Kučanova senca, ki pa je v končni fazi vedno iz teh afer so vedno padale ali težke zaporne kazni, ali dejansko neke politične konsekvence, da so dejansko politiki bili odstavljeni svojih funkcij. In to je vedno na nek način smrdelo tudi po nekih metodah udbomafije. Verjetno ni bilo naključje, da je vedno se tukaj tudi
tako drugače pojavljalo Kučanovo ime.